ljubim. Pravzaprav govori o temi, s katero sem sama povezana že kar nekaj let. Namreč govori o obutvi in o tem, kako zelo tesno je povezana z ljudmi, z nami, se pravi, z našimi vsakodnevnimi življenji, spomini, vsakodnevnimi izzivi. Predstavila jo bom nekako v dveh delih. In sicer eden bo tako bolj teoretsko obarvan, tudi antropološko, in v drugem bom precej vpletala tudi etnografske podatke, ki jih pridobivam v sklopu svoje raziskave. Zdaj, zakaj je raziskovanje obutve pomembno v sklopu potrošnje, najverjetneje ni skrivnost. Obutvena industrija je zelo pomemben del našega gospodarstva. Mogoče za ilustracijo samo nekaj podatkov. V Evropski uniji je recimo med leti 2010 in 2014 vrednost uvoza obutve narasla za 22,6%. To je kar precej velik prirast. In če je vrednost uvožene obutve toliko narasla, verjetno tudi, da se je potrošnja v veliki meri, samo potrošnja obutve v veliki meri tudi povečala. In če ilustriram še nekoliko bolj podrobno, glavni oskrbovalec Evrope z obutvijo je Kitajska, iz katere pride več kot 50% vsega uvoza. Sledi sicer Nemčija, nato pa tudi Vietnam, iz katerega pride približno 15% vrednosti celotnega uvoza. Mimogrede je ilustrativno še to, da Evropa sama, se pravi Evropska unija sama, pa proizvede zgolj 4% vse obutve, ki se je potroši na svetovni ravni. Če zdaj nekoliko karikiram, znotraj potrošnje obutve lahko kupujemo izdelke, ki jih nujno potrebujemo, ki zadostijo nekim našim funkcionalnim in praktičnim potrebam, lahko pa kupujemo tudi take, ki predstavljajo prestiž. In za razumevanje dinamike na polju potrošnje znotraj tega je seveda nujno, da lahko razumemo celotno delovanje sodobne družbe. In kar je tukaj potrebno, je potrebno slediti življenju, ki ga po nakupu dobijo ti predmeti. In razumeti, kako so skozi cikle uporabe in ponovne uporabe predmeti, v novem primeru čevlji, vključeni v vsakdanje življenje. V primeru zato izhajam iz etnografske raziskave, kjer spletam nekako dve niti. Eno nit vodijo uporabniki, se pravi mi, ki čevlje nosimo, drugo nit pa vodijo tisti, ki čevlje proizvajajo, to so čevljani. Na začetku z besedo ali dve, mogoče samo o strategiji ciljenega oglaševanja. Namreč ta strategija je povezana s samim mojim prispevkom zelo neposredno. Naslov mojega referata o čevlji, kako vas ljubim, namreč ni zastal na mojem zelniku, ampak mi ga je predlagal gospod Google. Namreč gospodična, ki tako zelo ljubi čevlje, je slovenska manekenka Sabina Remec, ki je medijsko precej prepoznavna in je znana kot velika navdušenka čevljev z visokimi petami. In če boste prebrali kak prispevek, v katerem je intervjujena, boste videli, da z navdušenjem opisuje tudi to, kako je strah pred visokimi petami premagala na svoj prvi modni reviji oziroma na prvem tekmovanju za Miss Slovenije. Tako da Sabini Remec se zahvaljuje za ta navdih, da je navdihnila naslov mojega referata. In če Sabino izkoristim samo še za nadaljnjih nekaj stavkov, naj povem, da je Sabina v resnici velika ljubiteljica čevljev. Pravi, da jih rada nakupuje, pravi, da so njena največja strast, pravi celo, da so čevlji boljši kot seks, zato ker trajajo dlje. Nasploh pravi, da ne celi ne oblike, ampak dizajna, ampak da celi tudi udobnost čevljev. Se pravi, njena ljubezen do obutve, ki sem jo ravno kar ilustrirala, je zato odlična iztočnica za razpravo o obutvi in o njeni umeščenosti v kontekstu vsakdanjika sodobnega človeka. Tako tistih, ki čevlje nosimo, kot tistih, ki čevlje izgledujejo. Moja današnja interpretacija bo v veliki meri potekala skozi perspektivo raziskav materialne kulture, ki jim pripada tudi gospod, ki je bil prej omenjen s strani gospe Marije, to je Daniel Miller. Pomembno pa je to, da te raziskave vidijo raziskovanje potrošnje
kot nujno, saj je ena izmed osrednjih predpostavk, da je materialna kultura oziroma materialnost sama pomemben, celo neizbežen del naše kulture oziroma človeškosti in brez razumevanja materialne kulture ne moremo razumeti sami sebe in svojih dejanj. Drugo pomembno spoznanje pa je, da so za razumevanje družbe in kulture pomembni predvsem vsakdanji in običajni predmeti, tisti, ki jih pogosto sploh ne opazimo oziroma o njih ne razmišljamo ali pa si jih ne poskušamo razložiti. Iz te perspektive potem takem izhaja tudi moje zanimanje za obravnavo obutve. Obutev je namreč tisti del materialne kulture, ki na eni strani zelo zaznamuje, kako se ljudje soočamo s fizičnim svetom. V končni fazi je čevelj glavno stičišče med našim stopalom, se pravi našim telesom in pa fizičnim svetom. Na drugi strani pa obutev skozi kulturno-reprezentativne pomene, se pravi skozi simbolne pomene, ki so jih vedno pripeti, pogojuje tudi naša družbena soočenja s svetom. In če nekoliko povzamem eno izmed svojih trditev, jaz trdim, da so čevlji pomemben del tega, kdo smo in kako doživljamo ter se odzivamo na svet okrog sebe. Čevlji so v resnici vse posod okrog nas. Na nogah, v omarah, na hodniku, v reklamah, trgovinah, na otrocih, v šolah, na ulicah in najverjetneje še marsikje drugje. Pa vendarle jih večino časa sploh ne opazimo. Opazimo jih po večini le takrat, ko kršijo to, kar je že prej omenjeni Daniel Miller poimenoval načelo ponižnosti. Se pravi, načelo ponižnosti je zmožnost predmetov, da so nevidni in svojo nevidnostjo v bistvu določajo norme našega obnašanja. Na drugi strani so v nekaterih kontekstih lahko čevlji sami tisti, ki definirajo širše družbene, politične kontekste in igrajo pomembno vlogo pri izražanju družbenega statusa in pri uveljavljanju lahko tudi politične moči. Morda so tukaj najbolj ilustrativni primer zakoni, ki so in še regulirajo oblačila in so se dostikrat nanašali tudi na obutev. Meni se je zdel eden izmed bolj takih zanimivih zakonov povezanih z obutvijo, namreč zakon, ki ga je vpeljal Ludvik XIV in sicer, da je lahko le on in pa pripadniki njegovega dvora nosil čevlje z rdečo peto. Če se sedaj od Ludvika vrnem svojemu delu. Od mojih začetnih soočenj z obutvijo, ko sem se ukvarjala z razmeri, ki se vzpostavljajo med ljudmi in z neko točno določeno izbrano vrstijo obutve, to so bile takrat all-starke, raziskovanje preselilo na širše področje, na vso obutev, na področje, ki obsega vse, kar že damo na stopala. Večina podatkov in spoznam, ki jih predstavim tekom referata, torej izhaja iz terenskega dela, ki poteka v Ljubljani in še posebno intenzivno poteka v eni majhni čevljarski delavnici in popravljalnici, sicer pa delamo tudi na ulicah, kavarnah in doma. Kljub temu, da gre, kot rečeno, za zelo širok kontekst obravnave, pa je nekatere stvari potrebno zamejiti in ena izmed takih stvari je že težava, pri kateri se soočamo, če se vprašamo, kaj obutev sploh je, kaj je čevelj. A je čevelj neka funkcionalna stvar, a je čevelj neka simbolna stvar, a je čevelj tisti, ki zaščiti našo nogo, ker nekatera obuvala ne zaščitijo naše noge, nekatera obuvala recimo poskušajo posnemati občutek, ki ga imamo, ko hodimo v bosi. Tako da moja definicija čevlja oziroma obutve, ki jo enačim, zato ker so v pogovornem jeziku velikokrat enačene, je, da so to vse vrste obuval in s tem zaobjemam športne čevlje, čevlje za prosti čas, natikače, sandale, pohodne čevlje, čevlje s peto, balerinke, čevlje, ki so narejeni tako, da se jih ne občuti kot da bi hodili s boso nogo in še vse ostalo. Praktično vse, kar je moč obuti in kar lahko vidite, da ljudje nosijo na svojih stopalih. Torej, sledim ljudem, ki so obuti in obravnavam odnose, ki se v procesu tega nošenja čevlja vzpostavljajo med njima. Ob obravnavi predmeta in temu, kako sledimo njegovi pozicioniranosti v življenju ljudi,
pa se je skupaj z njimi vedno nujno sprehoditi tudi v preteklost. Namreč zgodovinska perspektiva doda pomembne dimenzije k razumevanju vloge, ki jo obutev igra v sodobni družbi. Ne le, da se osredotoča na način, kako se ljudje opredelijo do svoje obutve in utemeljijo svoje izbire, zgodovinska perspektiva se ukvarja tudi s preprekami, ki so bile bodisi kulturno, družbeno ali pa celo ekonomsko usiljene. In pri taki diahroni obravnavi predmetov, v tem primeru čevljev, je kljub obilici faktografskih podatkov vedno nujno ostati pozoren na materialne, kulturne, ekonomske in družbene kontekste, v katerih se ljudje znajdejo. Čevlji namreč pogojujejo tudi naša občutenja, recimo mrzlega, toplega, mokrega, strmega, kakršnega koli že okolja in kako se v nekem trenutku počutimo ter kako se umestimo na družbeni lestvici. Če še enkrat nekoliko drugače povem s tretjimi besedami. Ne le, da mi ljudje delamo čevlje, na nek način čevlji delajo tudi nas. In če v luči potrošnje obutve v zadnjih desetletjih mogoče slediti porastu v količini prodanih obuval, njihovi raznovrstnosti ter številčnosti trgovin, ki jih prodajajo, pa na drugi strani v Ljubljani ni mogoče zaznati porasta tistih, ki znajo obutev izdelati. Celotni osrednji slovenski regiji je danes registriranih le še 6 čevljarstev. Čevljarskih mojstri in čevljarske mojstrice pa so še bolj redki. Namreč v celotni Sloveniji je le še 54. Spominih Ivana, čevljarja, ki šteje že nekaj čez 80 let in se je v 70 letih preselil svojo delavnico iz starega trga na Jurčičev trg, to je ob Šuštarskem mostu, se je v tistem predelu Ljubljane nahajalo več kot 30 čevljarjev. Danes pa tisti čevljarji, ki so obstali, so ponavadi specializirani vsak za svoje področje, za plesne čevlje, ortopedske čevlje, čevlje za narodne noše, čevlje po zadnji modi ali klasične moške in ženske čevlje. Temu je tako večinoma zato, ker je konkurenca med njimi prevelika oziroma prometa premalo, da bi vsi počeli vse. Čevljarske delavnice in popravljalnice navzven morda izgledajo kot prostori, kamor stopajo le še ostarele gospe in tisti, ki si želijo obutve posebnega izgleda, tako mi ljudje vsaj velikokrat zatrjujejo, ampak v resnici je podoba, ki jo nariše dolgotrajna prisotnost v eni izmed takih delavnic, ravno nasprotna. Tekom dneva se tam zvrstijo ljudje vseh starosti, vsemi vrstami želja ter različnimi modeli čevljev. Oči in predvsem delo čevljarjev so zato odlično zrcalo za oziranje globine sprememb in spremenjenih pozicij obutve v kontekstu vsakodnevnega življenja. In če v tem kontekstu spet nekoliko poenostavljeno parafraziram, način dela čevljarjev je tudi način njihovega mišljenja. Starejši, pa tudi veliko mlajši čevljarji bi vam namreč znali veliko povedati o tem, kako se je spremenila ne le narava, pač pa tudi sam predmet njihovega dela, kako pomembno je postalo, da sledijo novim modnim smernicam, da poznajo nove materiale, nove modele, nove oblike, da vedo, kateri sorci so priljubljeni, da poznajo nove zvezdnike in naštevali bi lahko še naprej. Povedali pa bi vam tudi, da se ljudje in njihovi čevlji v nekem pogledu pa vendarle niso tako zelo spremenili. Kljub temu, da imajo v omari na desetine čevljev, ljudje za svojo obutev še vedno lepo, za svojo obutev ali pa vsaj zadevnje, lepo skrbijo. Jo negujejo, jo popravljajo in jo podaljšujejo življenje. Popravilo prinašajo športno, pohodno, elegantno, otroško in druge vrste obutev različnih cenovnih razredov, ki je potrebno popravila. Včasih le lepotnega, spet drugič malo bolj konkretnega. Prinašajo obutev, brez katere ne morejo, je najbolj udobna, je edina, ki jo še lahko obujejo, ali edina, ki se poda k njihovi najljubši obleki. Taka obrabljena obutev je pravzaprav temeljni in najmočnejši vezni člen med čevljarji in med tistimi, ki čevlje uporabljamo. Torej, čevlji so predmeti, ki jih ljudje uporabljamo in z rabo se odnos med nami in med čevljem še poglobi in postane bolj intimen.
Ko jih obujemo, se čevlji na nek način spojijo z našim telesom, prevzamejo obliko našega stopala in za voljo materialov so dovzetni tudi za vplive iz okolja. In na tak način čevlji postanejo pravzaprav utelešenje naših doživetij in zdi se, da v obliki, ki je posledica uporabe, da se tam poveže ta preteklost in pa naša sedanjost. Se pravi, ne le za čevlje, za vsak predmet bi lahko rekli, da ima neko svojo zgodbo, spomin oziroma neko preteklo družbeno življenje. In z osrediščenjem na čevlje torej lahko potujemo v času. Skozi obravnavo obutve v nekih polpreteklih družbenih kontekstih se med navajanjem faktografskih spominov, obutve in njenega števila neizogibno vedno znajdejo tudi tisti bolj osebni ali celo intimni spomini. Ob neki priložnosti mi je na primer Janez pripovedoval o tem, kako je v najstniških letih, to je bilo v 90-ih, svoje all-starke vedno znova na različne načine pokrpal, da jih je le še lahko nosil. Največkrat je bilo to kar z izolirnim trakom. In iz njegovih spominov se poleg najstniške opornosti luščijo tudi spomini na to, kako si novih čevljev pravzaprav niti ni mogel kupiti. In še dobro, da so bili strgani, razhojeni in uničeni čevlji v skladu s tem, kako se v njih počutili, sproščeni. Na drugi strani mi je Maruša pripovedovala o čevljih, ki so jo spominjali na njen prvi poljub, pa na dan, ko je dobila zobni aparat, pa na vse njene sošolce, ki so se ji na čevlje tudi podpisali. Martina so eni izmed čevljev spomnili na vpis na študij medicine, Jureta pa na sestrino poroko. Iz perspektive materialne kulture se zdi, da so bili čevlji bistveni pri tem, kako so se spomini na neke dogodke ali pa obdobje v življenju materializirali. Na eni strani gre za to, da se skozi uporabo obrabijo in nosijo materialne sledi obrabe, na drugi strani pa na tak način pridobijo sentimentalno vrednost, v ospredje pa stopi njihova evokativna moč, se pravi sposobnost, da spominjajo na osebne doživljaje. Skozi uporabo torej obutev življenje deli s tistimi, ki jo obujejo, je del vsakdanika, del toka dogodkov, srečanj in drugih pomembnosti. Kljub temu pa so čevlji v resnici tudi funkcionalna potrebščina, ki naše stopalo varuje pred vplivi iz okolja in njihova družbena funkcija je kljub temu izjemno pomembna. Poleg tega so tudi neizbežno del naših razmišljanj o samih sebi. Čevlji lahko služijo celo kot neke vrste biografski predmeti in so lahko dobro orodje za pripovedovanje zgodb o nas samih in za spoznavanje samega sebe preko pripovedovanja teh zgodb. V nekajletni raziskavi, ki jo je sicer izvajala Univerza v Sheffieldu, so med drugim prišli tudi do spoznanja, da so čevlji tesno povezani z obeleževanjem tako imenovanih življenjskih prehodov. Veliko ljudi se je namreč spomnilo, kako so po upokojitvi lahko začeli nositi veliko bolj udobne in sproščene čevlje, kot jih je prej zapovedovalo njihovo delovno mesto. Največkrat so bile to teniske. Veliko mojih sogovornic pa se na primer spominja, da so lahko visoke pete prvič nosile, ko so šle na maturantski ples. To ponovno potrjuje to, da se čevlji vedno prilagajajo, ne le fizičnemu, ampak vedno tudi družbenemu okolju. Obuti oziroma preobuti čevlje lahko v tem smislu pomeni tudi bistveni premik v tem, kako občutimo in izražamo svojo identiteto. Daljše in nekoliko nejasno zamejeno obdobje prehoda, ki se je v moji obravnavi obutve vedno znova pojavilo, pa čeprav samo nekje na obrobju, je povezano z obdobjem pred samostojno Slovenijo, spomini na nekdanjo Jugoslavijo in skorajda nujnimi nakupovalnimi izleti v Trst, ker izbira čevljev pri nas takrat bodisi ni bila dovolj velika ali so bili pa čevlji predragi. Taki spomini na nakupovanje sicer niso presenetljivi, v njih so pisali že drugi avtorji. Bistveno pri tem prehodu pa je, da na nek način razmejuje obdobje, preden smo si posamezniki lastili na desetine obutve in na obdobje potem, se pravi na nekako sedanjost. Namreč število čevljev, ki jih v svojih omarah danes hranijo moški, se nekako giblje med 10 in 20. V ženskih omarah pa se te številke gibljajo nekje med 20 in 30 parov različnih čevljev. In kljub zatrjevanjem, da se je število obuval v
v omari povprečnega človeka povečalo, vendar ne gre za čisto brezglavo potrošnjo in kopičenje. Uporaba, nega, shranjevanje in popravilo obutve, vse to sodi v sklenjeni krog potrošnje obuval. Obutev, ki je na čustveni ali spominski ravni povezana z dogodki v življenju posameznikov, je tista, ki se velikokrat znajde tudi na čevljarski vizi za popravila. Za razumevanje širšega fenomena potrošnje je torej nujno razumeti ne le številke prodanih čevljev, ter koliko jih v svoji omari hrani povprečen posameznik. Nujno je skozi procese, ki se odvijajo po trenutku nakupa, poiskati tudi odgovore na vprašanje zakaj in kako. Družbene in ekonomske prakse, ki se verižijo okrog potrošnje obutve, so bistvene za razumevanje tega, kako je obutev proizvedena ter kako se prodaja. Prostor, telo in družbeni kontekst obutev sicer oživijo in jo postavijo v vlogu aktivnega člena pri definiranju identitet, družbenih hierarhij, pripadnosti in tudi osebnega obnašanja. Za zaključek morda samo še zaznamek, da je potrošnja čevljev v resnici mnogo širša, kot jo prikazuje moj referat. Čevlji so prisotni še vse kje drugje kot le na naših stopalih. Popularni glasbi, v literarnih, slikarskih, risarskih delih, muzejskih vitrinah, umetniških inštalacijah in najverjetneje še marsikje drugje. Bolj za šalo kot zares pa še to. Čevlji so prisotni tudi v političnih razprtijah. Če se za kratek čas odpravimo v tujino in nazaj v letu 2008, ko je iraški novinar Al-Zaidi proti glavi takratnega predsednika Združenih držav Amerike zalučal svoja dva črna usnjena čevlja, je to pomenilo zares hudo razžalitev, ki je Busha praktično izenačila z umazanijo na tleh. Poleg nekajmesečne zaporne kazni, ki so jo prisodili temu novinarju, pa je ta politični incident za kratek čas rodil tudi novo umetnino, ki je bila postavljena v rojstnem mestu Sadama Huseina. V naslednjem letu, leta 2009, so tam namreč otvorili skoraj 3 metre visok brunasto barvo čevlja, iz katerega je rastel Bush. Se pravi,